Sicer drži, da nova zdravljenja, ki prihajajo na slovensko tržišče in seveda tudi v strokovne vode prinašajo veliko upanja, predstavljajo pa tudi dodaten problem, s katerim se že tako ali tako ubadate. To so prostorski, logistični problemi, kako jih rešiti. Ja, nova zdravljenja so učinkovita. Vsi se spomnite lanske Nobelove nagrade za imunoterapijo, ki je marsikjeremu bolniku spremenila življenje in seveda mu bo spremenila tudi to, da bo postal zdravljiv. Nova zdravljenja so veliko bolj učinkovita, so bolj zahtevna, imajo tudi svoje neželene učinke. Bolniki živijo dlje in seveda poleg povišanja incidence seveda tudi podaljšana večkratna zdravljenja, dolga preživetja pomenijo, da se bolniki seveda velikokrat vračajo na ta zdravljenja, so velikokrat na Onkološkem inštitutu, kar seveda pomeni, da rabijo veliko pregledov, aplikacij, terapij in vsega. Mi pa nekako pokamo po vseh šivih. Od pomanjkanja zdravnikov, sester in prostorov, ki je nastalo z vsem temi pozitivnimi novimi zgodbami, novimi učinkovitimi in zahtevnimi zdravljenji. Vsakodnevno pride veliko število bolnikov in jih tudi obdelamo v dnevni bolnišnici, včasih na tistih 25 poslah tudi več kot 350 bolnikov. Potem si lahko sami izračunate, koliko aplikacij terapije je to, če so to nekaj urne aplikacije, in seveda enako je z prostori v ambulantah. Ja, onkologija, kakršno poznamo, je bila onkologija, ki je bila do zdaj. V bodoče, tudi v tujini se stvari spreminjajo. Ni pa samo Slovenija tista, ki ima pomanjkanje kadra in pa tudi prostorov. Tudi naše sosede sipajo nekatere stvari. Pa se na obzorju kaže kakšna konkretna rešitev glede prostorov in kadra? Trenutno v dani situaciji je za vprašati moje nadrejene, pa morda tudi na ministrstvu. Žal vam na to ne morem odgovoriti. Zagotovo pa seveda vsi zaposleni na Onkološkem inštitutu računate na to možnost. Seveda računamo na to možnost, da bomo imeli pogoje dela, kjer bo za bolnike primerno lahko poskrbljeno za njih in seveda bo teh prostorov več, kot jih je.